Dragi otroci, učenci, dijaki, med nami prav lepo pozdravljamo gospoda Petra Opeka, tukaj spredaj sedi. Peter, pozdravljen. Za začetek, za uvod prosimo tele Združene zbore osnovne šole za dobrodošlico. No, takole, hvala lepa za ta uvod. Zdaj bi pa povabil učence osnovne šole, ki so pripravili kratko predstavitev in nekaj vprašanj za gospoda Opeka, tako da prosim, kje ste osnovnošolci, spraševalci? Halo, pridite. Imamo kratek čas, ker je potem naslednja ura, tako da moramo izkoristiti vsako minuto. Izvolite. Dober dan, gospod Pedro Opeka. Mene pa zanima, v katerem jeziku vi molite, ko molite sam zase? Kako ti je ime? Peter. Peter, ja, si Pedro tudi. Peter, najprvo bi rekel, bi po malgaško, ko govoriš tolikim ljudem, jih najprvo pozdraviš. Torej, hvala lepa za ta lep sprejem. Hvala lepa direktorju, ravnatelju, ravnateljici, vsem profesorjem in vam, mladi gimnazijci, srednje šole in osnovne šole. Hvala za vašo pesem. Hvala iz vsega srca. Torej, če odgovarjam zdaj na tvoje vprašanje,
Jaz sem rojen v Argentini, ampak jaz s svojim očetom in mamo sem smeran govoril slovensko. In torej začel sem moliti v slovenščini. Zato, ko molim tako zase, brez doma, da me slovenski jezik pride najprvo v srce in ko prosim Jezus za pomoč, je največkrat v slovenščini, kot praviš, ko molim sam. Torej, to se pravi, da so moje korenine, moj oče je Slovenc, moja mama je Slovenka, torej sem Slovenc tudi, ne? Pa tudi sem rojen v Argentini. Hvala lepa. Zdaj delam izpit zdaj. Vi ste moji učitelji. No ja, mene pa zanima, če imate kaj domotožja, če ste to časa na Mladaskarju. Domotožje, zdaj ne vem, kje sem doma. Jaz sem rojen v Argentini, sem bil star 20 let, ko sem se odločil, da bom duhovnik in misionar in sem šel iz Argentine 20. avgusta 1968. Vi ste bili že tukaj? Niste bili? Celo nekateri profesorji. 1968 sem šel in sem šel z ladjo, ne z avionom, takrat je bila samo z ladjo in sem imel karto samo na eno stran. Takrat je bilo za življenje in sem mislil, da ne bom nikdar več videl Argentino in starše in brate, nas je 8 otrok v naši družini. In jaz sem imel veliko prijateljev in ko se je ladja oddaljevala iz pristanišča, jaz sem jokal, ker sem pustil eno zemljo, ki sem ljubil. In sem rekel potem, ker sem videl daleč Argentino, starše, prijatelje, sem rekel, adios, Argentina, tierra mia. S Bogom, Argentina, moja zemlja. Potem sem pa prišel v Slovenijo, leta 68. In ko sem prišel v Slovenijo, takrat je bilo še, so rekli, za železno zaveso. In sem prišel sem in je bilo precej resna stvar tukaj. Ljudje so bili kar precej potrti in nisem videl kakšno veselje, ne? In jaz sem na glas govoril, potihem govori, tukaj vsi poslušajo, potihem govori. In sem takrat čutil, da sem prišel nekam drugot, ampak ko sem videl slovensko zemljo, moji starši so me toliko pripovedovali o Sloveniji, kako so lepe Alpi, hribi, gozdovi, doline, reke. In jaz sem videl, da je Slovenija res lepa. Ker je v Argentini sem rojen v Buenos Airesu, ker je Pampa. Pampa to je vse ravno. In to je 500 kilometrov več, vse ravno. Ne vem, koliko sem bil star, ko sem videl prvo goro. Ne? In tukaj priješ sem, je vse polno gora, gozdov. Slovenija je bila res lepa. In ko smo šli tukaj slovenske pesmi, so me res prišli do srca. In potem, ko sem tukaj študiral 2 leti sem študiral tukaj na fakulteti, filozofijo, in potem sem hotel iti na Madagaskar, že kot bogoslovec. Sem rekel, hočem priti na Madagaskar kot mlad človek, ne pa kot že misionar, kot mlad človek, da se pobratim z drugimi, s tom, kar sem, brez nobene avtoritete, mlad človek. In sem rekel, jaz znam delati. Moj oče me je naučil, moj oče je bil zidar in me je naučil zidati. Sem rekel, jaz lahko pomagam, lahko zidam in so me sprijeli. In so me rekli moji bratje malgaši, bel človek ne dela tukaj, ti samo daje ukaze. Sem rekel, ti delaj s tvojim orodjem, jaz pa z mojim. Moj oče me je naučil delati in bom jaz delal skupaj z vami. Tako da je bilo eno presenečenje, ko sem prišel na Madagaskar in kot mlad človek sem delal, sem igral nogomet.
Ne pozabite, da prihajam iz Argentine, najboljši nogomet na svetu. Recimo. In jaz sem hotel biti v Argentini igralec, nogometaš in duhovnik. In mi je takrat tisti predstojnik mi rekel, to je nemogoče. Moraš izbrati eno ali drugo. In sem rekel, gospod, pa kje so ljudje vsako nedeljo? Samo v Buenos Airesu imate vi 15 do 20 stadionov, samo v Buenos Airesu. Sta dva stadiona na 200 metrov razlike, dva velika stadiona, Racing Independiente. Na 200 metrov, vsak ima svoj stadion za 50-80 tisoč ljudi. To je nacionalni šport. In se nekom duhovniku se rekel, kje so ljudje vsako nedeljo? So na stadionih in gremo iskat tja. Če bom jaz igral pa zabil gole, bom vse pripeljal v cerkev, bom vse pripeljal k Jezusu. Pa dobro, niso sprijeli, ampak jaz sem vselej igral nogomet posod, kamor sem prišel. In na Madagaskar, ko so videli, da sem mlad, sem bil 20 let star, ko sem prišel, so me prišli prositi iz mesta, kjer sem delal, prav, a bi ti igral z nami nogomet? Če me dovolite, z veseljem. In tako, da sem jaz potem tam tekel na tistem soncu, ki je 40 kaj je že, stopinj vročine, je bilo hudo, ampak ko smo zabili gol, pa smo skakali en na drugega, so prvič videli, da je bil človek objema Afrikanca in ga stisne in skupaj slavita gol, cela ekipa, ker gol se naredi v skupini, v ekipi. Torej, malo sem se udaleč, Hvala lepa za to je. Ja, mene pa zanima, kako je potekala osnovna komunikacija, ko ste prvič prišli na Madagaskar. Osnovna komunikacija, mi kot Argentinci, veste kaj, mi Argentinci se objemamo, stalno se objemamo. In ko sem prišel na Madagaskar, na tisto postojanko zvečer. Drugo jutro sem rekel, grem v sosedno vas, tam blizu cerkve, misijona. In pridem v srednjo vas, da jaz pozdravim in objamem moje brate in sestre iz Madagaskarja. Ko pridem v to vas, otroci, ki so bili tam, so vsi začeli kričati, jokati, vidijo enega belega človeka sredi vasi, ki je padel iz neba. In matere rečejo, kaj se pa dogaja, so ven prišli iz njihovih hišc, mehne hišce, vidijo mega človeka, ki nobenega ne vedo, odkot prihaja. Vsaka mama je tekla iskat svoje otroke in so v 5 minutah vsi zgilni iz te vasi in so šli v gost. In jaz sem ostal sam sredi vasi. In sem sam seboj govoril s svojim duhom, pa me je rekel, moj duh me je rekel, pa kaj si naredil? Kaj sem naredil? Poglej, kaj si povzročil, kakšen strah. Pa jaz sem prišel pozdraviti moje prijatelje, moje brate. Jaz sem misionar. Pa kdo ti je predstavil? Kdo ti je predstavil? A ja, seveda, jaz sem sam prišel, sem rekel. Nekdo vas mora predstaviti. In takrat sem jaz zastopil, da tudi če ti imaš nekoga rad, da moraš iti kar direktno pa ga ubijeti, pa kdo pa si ti. Če greste v Ljubljano po cesti, pa nekdo vas ubije, kdo pa ste vi? In tako se mi je zgodilo. Takrat sem jaz zastopil, da tudi če si misionar, tudi če prinašaš blagovest, bratstvo, moraš čakati, da te oni sprejmejo. Da te oni gledajo, kdo si, kakšen si. Imaš potrpljenje, imaš potrpežljivost, znaš štovati. In da potem oni te rečejo, pridi k nam, pridi v našo vas, pridi v našo hišo. In takrat potem
mi je duh, sem rekel, kaj pa zdaj naredim, ker sem sprožil tak strah v vasi. Mi je rekel duh, hitro pojdi nazaj v cerkev, na misijon, preden bodo prišli njihovi očeti s kakšnimi koli, in me mogoče bi malo pretrpel tam bimo. In se šel nazaj, to se pravi, moj prvi izhod ali pa moj prvi kot misionar, takrat sem bil še blagoslovec, je bil popolnoma poraz. Ampak to mi je naučilo, da moram biti bolj ponižen, bolj spoštljiv, bolj potrpežljiv. Hvala lepa. Hvala vam. Kako ste si pa predstavljali Madagaskar, preden ste prvič prišli tja? Kako sem se predstavljal? Ja, sploh se nisem predstavljal. Jaz sem rekel, grem. In ko jaz večkrat rečem, da sem dvakrat rojen. Enkrat v Argentini, enkrat pa na Madagaskarju. Ko sem prišel na Madagaskar leta 26. oktobra 1970, sem imel občutek, da sem znova rojen, ker je bilo vse novo. Jezik, kultura, mišljenje, podnebje, narava, vse je bilo novo, novi ljudje. In sem rekel, tukaj se treba vse naučiti znova. In so me otroci začeli učiti malgaščino. Ker otroci se ne naveličajo, tudi če ne zgovoriš dobro, te rečejo, pa ti ne znaš, oni te ponovijo 10krat, brez da bi te poniževali. In mene so otroci naučili malgaščino, otroci. In danes po 50 letih govorim malgaško 10.000 ljudem pri maši vsako nedeljo. In sem majhen, tako majhen se čutim pred njimi, pa rečem, Sveti Duh, pomagaj mi. Torej, vse je bilo novo, zelo novo. In nisem se kaj preveč predstavljal, sem kot kaj ne poznam. Tako da dvakrat sem rojen, zdaj sem v drugem svetu, v drugi kulturi, v drugem mišljenju. Hvala lepa za vas. Ja, mene pa zanima, katera je bila najtežja izkušnja, ki ste jo doživeli. Najtežja izkušnja je bilo gorje, je bila bolezen, je bilo trpljenje, je bila lakota otroci, ki so lačni, otroci, ki so bolni in se niso mogli zdraviti. In najhujše, veliko smrti otrok, starejših ljudi. In sem rekel, pa kako je to možno, da ljudi tako umirajo. In to je bilo težko preboleti. In kljub temu je bilo treba prinašati upanje in veselje kljub temu. Ampak je bilo res težko. Pred otroci, ki so lačni, težko gledati otroka, ki je lačen. Na dvorišču, kjer stanujem, polno otrok igrajo vsak dan. Po šoli pride na dvorišče in tam igrajo. Včasih grem potem gor poslušati novice, pa me piče, misionar, kje si? Misionar. In ko me otrok kliče, smeram grem dol, grem odpred vrata, pa naj se bo kadarkoli, ob kakšni uri, grem dol. Sem, kaj je? Prav sem žejen, daj mi vodo. Ker tam ni vode za piti, ni vode, voda je okužena. In jaz sem včasih pil to vodo, pa sem bil bolan, sem bil pošteno bolan, da nisem se držal po koncu. Kolena me niso zdržavala, ker voda je bila okužena. In ko me otrok prosi, misionar, sem žejen, daj mi vodo. Kako bom rekel, veš kaj, voda je draga. Pa če je draga, jo kupimo. In nam pomagajo. In vsak otrok ima pravico, da pije vodo, čisto vodo in da lahko je do sitega, vsaj enkrat na dan. In jaz se zahvalim vam, Slovencem, ker mi imamo v Akamasuji, imamo 11.500 otrok, take kot vi, v osnovni šoli. Samo v osnovni šoli imamo 11.500 otrok.
In vsi ti otroci jejo opoldan v naših okrog križa. In ko vidim nekoga otroka, ki je ta riž, ki ima skodelico ali, kako se reče, kam da, krožnik, ne, krožnik? Krožnik. Se rekel, a imaš dovolj? Prav, ja, imam dovolj. No, nikdar nisem slišal, da bi nekdo rekel, ja, ti misionar, malo premalo tega riža, premalo je juhe, premalo je fižola, nikdar. Sem rekel, dovolj imam, pa vem, da ni dovolj. Tisto spoštovanje do drugih, tudi drugi morajo jesti. 11.500 otrok, ki je vsak dan pri nas, in to Slovenija nam največ pomaga za ta riž. Slovenija nam pomaga. Hvala, hvala vam. Hvala. Mene pa zanima, kaj je bil vaš navdih, da ste sploh postali misionar? Kaj je bil vaš navdih, da ste postali misionar? Ja, kaj... Jaz, ko sem še majhen, ko sem bil 7 let star, doma 7 let tukaj, bo krasno. Ko mi je mama pripovedovala zgodbo Jezusa, mi je rekla, kako je trpel, kako so ga pribili na križ, in sem bil tako, se iz tega se ne spomnim, to je mama pripovedovala. Sem kar naenkrat šel ven iz hiše, pa rekel, mama, kam pa gre ta moj sin? Pa je šla za menoj, in jaz sem šel na dvorišče, vzel en kol in sem šel na cesto. Prav, kam pa greš? Ja, jaz grem braniti Jezusa, sem rekel, da grem braniti Jezusa. Pa mi rekel, pa Jezus ni več tukaj, je umrl na križu, je ostal od mrtvih, ne? Jezus me je od vsega začetka prevzel in potem, ko sem sam bral evangelij, sem čutil, kako Jezus je živel preprosto med ljudmi, med reveži in kako je on tudi prosto govoril in kako je on pomagal, kako je on ozdravljal bolnike, kako je delal čudeže. In sem rekel, tega človeka bi jaz rad posnemal. Tega bi rad posnemal. In potem, ko sem se odločil, da bom duhovnik, sem šel v Argentini v 2000 kilometrov proti Cordillera de los Andes. Ne vem, če vi poznate Cordillera de los Andes. Ne poznate, ampak ste študirali v zemljepisu. To je ena velika, ko se pravi, kadena, kaj se reče, kadena, kaj je to že? Hribovje, ki je do Severne Amerike, od juga do Severne. In tam v tistem hribovju so bili prejšnji prebivalci Argentine, ki jih je argentinska vojska pognala noter v gore in tam pustila. In tam sem šel z enim patrom, smo šli ena grupa katoliških študentov iz univerze, smo šli tja za 2 meseca. In jaz sem bil star 17 let pa pol, pa skoraj me niso vzeli, pa je rekla moja sestra, njega moramo vzeti, ker zna delati. In ko smo tja prišli, mi je misionar Salesijanc, mi je rekel, ti prid z menoj, gremo v hribe, gremo v tisto gorovje in bomo obiskali ljudi. In tam smo bili 10 dni, iz gore, iz enega hriba v drugo hrib, smo tam videli eno hišo, tam smo šli 10 dni. To je bilo tako potovanje kot v sanjah. Prvič sem videl sneg, krasno je bilo poletje, je bil sneg na vrhih gor. To je bilo tako lepo, sem se naredil en križ z lesom in sem rekel, in potem mi je rekel ta misionar, ti bo zdaj boter tem otrokom. Jaz sem vsako boter, 17 let pa pol, ja, drugega pa ni. Tako da sem jaz boter, ne vem koliko otrok tam v tistem pogorovju in tam sem jaz na nek način moj poklic še bolj utrdil. Ker sem videl, zakaj toliko ljudi so izključeni iz družbe, zakaj jih pozabijo. In tam se je potem, ker sem šel iz Argentine, je bilo 3% revnih ljudi, 3%. In Argentinci so takrat rekli, da so vsi katoličani. In se go, jaz bom potem misionar.
bom šel, kamor potrebujejo. In prvo pismo, ki sem dobil v svoje roke, je bil naš generalni superior v Rimu, prav, potrebujemo misionarje za Madagaskar. Če je kdo, ki hoče iti, naj se javi. In se javil. In tako sem prišel na Madagaskar. In tam sem hotel zaživeti Jezusa med mojimi malgaškimi bratje. Super, hvala lepa osnovnošolcem, ki ste spraševali, pa seveda Pedru, ki je odgovarjal. Hvala. Gimnazijci. Ja. Hvala lepa. A zdaj pa gimnazijci. Zdaj se pa malo bojim jaz. Dobro, izvolite. Najlepša hvala. Najprej vas tudi jaz lepo pozdravljam, pa bi vam mogoče najprej čisto na kratko predstavila našo gimnazijo. Učimo se vsi vsaj 3 jezikov, latinščino, angleščino in po izbiri nekateri tudi grščino, teh je sicer bolj malo. Zelo radi pojemo, zdaj je na šoli že kar 6 zborov, tako da petje je ena močna vrlina. Zelo radi hodimo na ekskurzije, kjer se naučimo veliko novega. Močno so nam pri srcu duhovne obnove, kjer se res lahko povežemo z razredom in spoznamo sebe. Tako da ja, to na kratko o naši šoli. Hvala lepa, to je gimnazija. Jaz bi vam pa predstavil na kratko še Jegličev dijaški dom. Tudi sam prebivam v njem. V Jegličevem dijaškem domu je 200 dijakov iz Škofijske klasične gimnazije in iz nekaterih drugih srednjih šol. Življenje v domu je zelo, se pravi, veliko se dogaja, imamo številne aktivnosti, med drugim pa imamo organizirane tudi tedenske sredine molitve in adoracije. V sklopu doma tudi romamo, letos smo bili tako v Medžugorju. Letos pa naš Zavod svetega Stanislava slovesno praznuje 30. obletnico ponovnega delovanja v Sloveniji. Je pa Zavod svetega Stanislava in Škofijska klasična gimnazija že častitljiva ustanova, ki je začela delovati leta 1905. Takrat je bil ravnatelj Škofijske klasične gimnazije, prvi ravnatelj, Janez Frančišek Gnidovec, ki se je kasneje pridružil misijonski skupnosti lazaristov, prav tako kot naš današnji gost. Gospod, bi vam še mi zastavili nekaj vprašanj. Najprej, mi vas poznamo kot misionarja in duhovnika in nas zanima, kdaj ste prvič začutili ta klic v duhovništvo in kdaj ste začutili klic v duhovništvo in kako ste mu sledili in kako se zdaj vidite kot duhovnika? Ja, najprvo vidim, da veliko se učite tukaj vi, da ste dobri. Ja, kdaj sem začutil to poklic, sem rekel nazaj Medreveži v Argentini. Ko sem videl, zakaj v Latinski Ameriki se reče vsi, da so katoličani, ampak potem imaš pa revne četrti, revne ljudi, ki so tudi katoličani in bogate, ki so tudi katoličani. Kako je to nekaj ni bilo prav? Zakaj mi kot Jezusovi prijatelji, brati in sestre, zakaj nimamo iste možnosti? Zakaj ne živimo isto dostojanstvo? In to mi je povzročilo, da je evangelij se moraš opredeliti. Ti ne moreš biti neutralen. Ko ti veriš v Jezusa, moraš braniti resnico. Jezus je rekel, samo resnica vas bo osvobodila. Samo resnica. In je rekel, ni večje ljubezni kot tisti, ki daje svoje življenje za tistega, ki ljubi. Koliko drugih stvari je Jezus rekel, blagri, ne? Vse to mi je govorilo in sem rekel, bom postal duhovnik. Ampak postal duhovnik, to ne pomeni, da sem jaz nad drugimi. Jaz sem kot vi, jaz sem rojen v eni družini. Jaz nisem potem ratal, kako bi rekel, daleč od ljudi.
Jaz sem duhovnik izbran izmed ljudmi za ljudi. In jaz smerem rečem, zato sem šel na Madagaskar kot bogoslovec, kot mlad fant, ker jaz nisem bolj vreden kot drugi, ampak če sem čutil klic, se bom potrudil, bom skušal biti dosleden v tem, kar berem in kar verjamem. Torej, to je boj. In nam v Madagaskaru rečejo, življenje je boj. Adini fjenana. Torej, mi smo Jezusova cerkev, mi smo Jezusovi prijatelji. Če smo dobili en zakrament posebej, da služimo, jaz smeram rečem na Madagaskarju, jaz sem vaš služabnik Jezusov. Jezus je tudi bil služabnik vseh svojih bratov in sester. In kako je preprosto živel, ne? In kako je končal na križu, zato ker je govoril resnico. Torej, Jezus nas vselej prenavlja in njegov duh nas prenavlja vsak dan, da smo bolj bratje in sestre med seboj. Če gremo izven maše, pa smo bili oba pri maši in oba sva prijela Jezusovo telo in se sploh ne pozdrava. Pa kakšna brata pa sva med dva. Stopiš? Ali pa če bi potem po maši jaz kradu, pa golfal ljudi, pa kaj sem bil pri maši? Zakaj sem Jezusa prijel? Torej, ne vem, če sem odgovoril na tvoje vprašanje. Z svojim delovanjem ste dosegli številne uspehe. Kaj vas žene naprej oziroma kaj je navdih za vaše delovanje? Kakšno je vaše vodilo za delovanje? Kaj vas žene naprej? Moto, vodilo. Besede ne poznam. Kaj vas žene naprej? Kaj je vaš navdih? Kaj je navdih? Sveti duh. Evangelij, sveti duh. Evangelij. Ko berem evangelij, me kar vzdigne, pa moram imeti. In ko sem bil še bogoslovec, sem šel povsod, večkrat na štop, med ljudmi, brez denarja. Sem šel na sever, sem šel na vzhod, sem šel proti Afriki, v Alžirijo. Samo tam sem mogel plačati vozovnico odlele iz Marseja do Alžirije, na ladji. Tam nisem mogel delati štopa. Ampak tam sem z ljudmi bil in jaz sem bil vesel, da sem šel med ljudmi, ljudi spoznaval, biti blizu njih. In to je evangelij v meni, to sprožilo, to energijo in da mi je poslal med ljudmi. Evangelij. Jaz bi pa rada, da z nami ob tem zaključku, ker je tukaj toliko mladih, da delite neki besed, pa nam položite na srce kakšne besede, da bomo tudi mi lahko ustrajali v svojem življenju, pa da se bo mogoče tudi kdo izmed nas odločil potem za misionarske poklice. Hvala. Ja, kar težko, Tile majhni me bodo malo manj razumeli, vi starejši, mogoče malo več. Ja, kaj bi vam rekel, ko je rekla to ime? Pija, mi študiramo tukaj latinščino, grščino, angleščino, kemijo, fiziko, zgodovino, vse, ne? Če ste tako izobraženi, intelektualno izobraženi, ne pozabite na duha. Na Madagaskarju, kar mi je prevzelo, je duh naredi človeka. Fana numaulna. Duh naredi človeka, ne tvoja diploma, ne tvoje premoženje, ne tvoja lepa vila, ne tvoj lep avto. Duh naredi človeka. In to sem napisal s kamni, s granitom na dvorišču tam, kjer stanujem. To je pregovor, ki me je prevzel. Ti ljudje so spoznali, so revni, ampak so spoznali, da je duh naredi človeka.
In potem sem tudi napisal na eno šolo gor, močno, duh naredi človeka. Torej, ne pozabite na duha. Bodite, kar ste, dobri ljudje. Ste Slovenci, rojeni v Sloveniji. Ko jaz v Slovenijo po vseh hribih ena cerkva. Samo ko sem bil zdaj na par premašval v nekaterih župnijah, nisem videl veliko mladih kot vi. Koliko ste stari vi? 17, 18? Ja. Jih nisem videl veliko, ne vem, mogoče so na kakšni tekmi bili, ne vem. Kar sem videl, so bili mladi ljudje, ki so bili stari 60, 70 let. Teh sem videl veliko v cerkvi, ne? Torej, vi mladi ne pozabite na duha in kar so nam prejšnji rodovi pustili, to vero. Naj nikdar ne izumre vera v Sloveniji. Zaupanje, vera v Jezusa, ki je najboljši prijatelj in ki združuje ljudi vsega sveta in ki on tudi spoštuje različnost. Smo različni po jeziku, po kulturi, po naravi, ampak smo vsi eni. Vsi smo Božji otroci. Vsi smo delo Božje delo. Torej, ne pozabite na duha. In bodite odprti. Delajmo za boljši svet, ne z besedami. Za bolj pravični svet, ne z besedami, z dejanji. In vi, ko imate, starši vam dajo sigurno vsak dan ali vsak teden majhen denar, da kupite, kaj kupujete? Čokolade, kruh, sladoled. Veste, da z 10 centom, 20 centom en otrok lahko je opoldan. Z enim evrom tam lahko jejo 5 do 10 otrok na en dan. Torej, lahko se včasih odpoveste nekemu in reče, pa tudi jaz bom sodeloval, bom dal kakšnemu slovenskemu misionarju, nas je 42 slovenskih misionarjev v 28 deželah in v 5 kontinentih. Pomagajte tistem slovenskim misionarjem, ki poznate, pomagajte jim in žrtvujte nekaj od tega, kar imate, kar je vaše. Kar me prevzame na Madagaskarju pri naših mašah, taki otroci kot oni, taki otroci vsak prinese za nabirko v cerkvi, nabirko se reče, nabirka. Vsak otrok daje, to je tako, nima nič pa daje, mama reče, ta mu da, te pa za opuščico. Kako je to lepo gledati otroke, ki dajo opuščico, kako je to lepo, so zgled nam. Torej, dragi prijatelji, dragi bratje, drage sestre, dajmo tudi mi nekaj žrtvovati za tiste, ki živijo tako skromno, da po 50 letih za me je skrivnost, kako živijo, skrivnost. In živijo in so celo še veseli. Hvala lepa vam za vse vaša vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Zjutraj, ko sem prebirala Božjo besedo, se me je močno dotaknilo. Nisem vreden, da stopiš pod mojo streho, ampak reci le besedo. In jaz mislim, da je danes Gospod res stopil pod našo streho, po vas, po vašem pričevanju. Naj Gospod blagoslavlja vašo dobroto, vašo ljubezen. Mi se vam pa iskreno iz srca zahvaljujemo za vaš obisk in za vse, kar naredite za nas in za vse malgaše. Tukaj vam izročamo za otroke malgaške eno igrico. Tukaj je nekaj skromnega še za vas, da nas mogoče malo bolj spoznate in pa Bog vas blagoslovi. Hvala vam.
Hvala, Filip. Hvala, Filip. Preden se razidemo in greste v razrede, bi jaz prosil gospoda Opeko, ki nas je tako lepo nagovoril, še za en blagoslov, pa bi prosil, da bomo slišali malo malgaščino, če lahko kar po malgaško. Hvala. Riavana malala. Enganie, ni hera ni fanay masina, manazava ni saina si ni fanayin tsika. Ianareo ankizy, ianareo tanora, mizoroa amin'ny mpahamarinana, mizoroa amin'ny finoanareo naiza misy anareo. Ary enganie Jesoa, namana tsara indrindra, miaro anareo andro manalina. Ka hirotsaka aminareo ny tsodranon'Andriamanitra sy ho an'ny fianakavianareo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, otroci. Hvala lepa. Hvala lepa. Noben je spal. Jaz bi vas prosil, da mi zaploskamo vsem tem otrokom. V naših šolah imamo 19.589 študentov. 19.000 za vse njih, za vse otroke. Močen aplavz. Hvala lepa. Hvala lepa, dragi fanti in dekleta. Hvala, dragi otroci. Hvala lepa. Hvala lepa. Krasno. Hvala lepa. Koliko ste stari? Hvala lepa, hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, krasno. Krasno.